Imate literati vedno zmeraj tako dolgočasne debate? To je prvo vprašanje. In še bolj vprašanje, da je malo bolj izid. Če smo že ravno na večeru s slovenskim literatom, kakšne so še druge tovrstne zarote? Ok, videl ste to čisto resno vzela. Še enkrat živel sem, hvala, da ste prišli klub vesolnemu potopu tam zunaj. Hvala Mito, hvala Igor še enkrat za ta večer. Če bom zgledal večkrat danes presenečen, čisto resno ne vem, kako ste spraševala. Prvo vprašanje je tako... Smo pa odklopili. Ja, mislim, se nima nobenega smisla, zakaj. Vse je fajn, da vsake toliko cajta sem presenečen. Ok, a imamo ti literati vedno tako dolgočasne pogovore? Jaz večinoma z literati, ki se pogovarjam, smo kar dolgočasni. Sergejem pa niti ne, mislim, da Sergejem sva aparata, po moje to pred tem, da sva literata, karkoli ta izraz pomeni. Ampak, ne vem, teorije zarote je to dolgočasno, ne vem, dobro. No, Mito, če ti misliš tako, da ja, ampak ja. Literarne teorije zarote. Ok, literarne teorije zarote so pa malo. Dobro, imate prav. Jaz mislim, da v Sloveniji imamo kar nekaj zanimivih teorij zarot, med drugim, zdaj glede Prešerna sicer ta, ki je zdaj prišla v zgodbo, je seveda izmišljena, ampak recimo, da se dotakne tudi teorije zarote, da so po njegovi smrti zažigali neke njegove rokopise, med katerimi naj bi bil tudi roman, prvi slovenski roman. Skratka, to je ena taka teorija zarote. Druga je pa se dolgo krožila med tako imenovanimi hervardi, ki so low-key neonaciji. Skratka, je pa teorija o tem, da naj bi Cankarja ubili, da skratka ni umrl, ampak so ga po stopnicah vržili neki tajni agenti, mislim, da neke jugoslovanske službe. Tako da imamo dve teoriji zarote. Okay. To je praktično to, koliko jaz vem v slovenski literaturi. Ampak najbrž ni bila teorija zarote ta, ki te je pretegnila v bistvu, da bi zdaj, ne vem, ali pri Prešernu nekaj koleval, ali pa da bi mogoče koleval, ali bi rajši Cankarja pisal, ali pa uporabil kot detektiva, ampak mislim, a je vsaj delček le, da te je pognalo to, ali... Ja, mislim, ideja je prišla pa čistega pogovora, čista ideja za zgodbo, pač za konec zgodbe in potem sem jaz zgodbo knjige zgradil nazaj od tega momenta. Vedeti, kaj je na koncu, jaz mislim, da tako, tudi kar sem nekaj preučeval, recimo, kako piše ljudje kriminalke, ponavadi je tako, da najbolj pametno je, da veš, pač, kaj je razplet, potem pa ga zapleteš. Da je to dosti bolj varno, kot pa obratno, da se nekaj ful zapleteš, potem pa iz tega narediš razplet, ker ponavadi to ni tako dobro. Če pa imaš dober razplet, potem lahko z tega nekako retrospektivno zgradiš. Ampak ne, pritegnila me predvsem zgodovina. Pač meni je, jaz kot fan zgodovine, kot nekdo, ki pač ima rad posebej to obdobje pred neko, to bomo temu rekli, moderno tehnologijo in to se mi je zdelo pač to zanimivo. Plus takrat sem ful rad gledal Ripper Street, za tiste, ki ste gledali, gre za britansko serijo, v kateri pač nek detektiv po Jacku Razparaču, potem ko ne ulovi Jacka Razparača, raziskuje neke umore in tam je en patolog, ki izumi, ne vem, razne stvari, začne pač razmišljati o prstnih odtisih in tako naprej. Skratka, zanimalo me je, kako napisati detektivko, ki se dogaja v času, ko še nimaš CSI-ja in vsega tega, čeprav v resnici mislim, da upam, da vsi veste, da CSI je čista znanstvena fantastika, ne? Nič od tistega, kar tam vidimo, ni res. Če imaš slabo kamero, ti ne moreš tega povečati tako, da vidiš oči tega posameznika. Ampak malo bolj bi zvrtal, no? A veš kako, ker pač vseeno, mogoče širši publiki malo humorno smo rekla, kao je res dolgočasno, ne? Pač meni osebno je vajna družba bila vedno prijetna, tudi če zapade tam visoko leteče krilatice. Recimo, hvala, zarota, kakorkoli. Ampak, na primer, samo na izi, ne? Pa na kratko seveda. Kako se takšna debata sploh začne? Veš, ti si zdaj rekel, da začneš pri repu, in tu Sergeju rečeš, jaz imam rep zgodbe, pa bi rad tako nekako razdelil, kako se ti to zdi. Sergej pa reče, to je totalna bedarija, kaj je s tabo, kaj je domov. Ali kako je to, imate izmenjavo, imate Sherlock Holmes pa Watson? Ne, mislim, mogoče, jaz to narobe povem, se pa ti narobe razumem. Skratka, mi sem se pogovarjal sploh o teorijah zarote in jaz sem pač takrat rekel, kaj če bi nekaj se zgodilo.
In pol, ja, ok, in to je bila ideja. Mi dva sva pol se pogovarjala druge reči, ne o knjigi več. In jaz sem pol pač, ne vem, razmišljal o tej svoji ideji, ki sem jo odtrla tako. In bolj, ko sem razmišljal o njej, bolj sem opazil, kako bi jaz to lahko zapletel. To je se pol vse samoti zgodilo, to ni bilo več za SSG, je pa SSG bil eden prvih, ki sem mu povedal za idejo, pa sva jo pregledala. Takrat, ko to morate se predstaviti, zdaj 10 let nazaj, jaz sem takrat ravno delal doktorat, zaključeval doktorat in sem iskal pač neko idejo, kako živeti dalje, kaj pač, in sem mislil, ok, če bom pisal kritike, pa zaslužil za vsako kritiko 50 €, bom pač rabil, ne vem, 20 kritik mesečno nekje objavil, da od tega približno živim, to se ne da, dajmo pač napisati žanrsko zadevo, ki se upam, da prodala do neke te mere, da bom na nek način lahko na vsako leto, pa vsake 2 leti izdal knjigo in nekako živel od tega. V romanu izpostaviš, da je doktor pri svojih pesnitvah sodeloval z drugimi, predvsem z Matijo Čopom. Kateri od naju je tvoj Čop? Koliko je sodelovanja bilo potrebnega za ta roman, pa koliko si ti med raziskovanjem ugotovil, da je v bistvu Prešeren potreboval enega sodelovanja dejansko, za razliko od tega, kaj pač vemo iz šole? Jaz mislim, da ni to problem, kaj vemo iz šole, mislim, da je to pač nek mit, ki smo si ga ustvarili in ki ga pač se ga vsaj včasih Pršice za slovenščino pač rade prodajale. Pač mit o genialnem pesniku, ki se je rodil nekako Prešernu za njim, ampak v resnici je Prešeren pri večini svojih zadev sodeloval s Čopom. Skratka, Čop mu je včasih rekel, glej, ta neka oblika, ki je pač v Italiji bolj popularna, ker če bi ti napisal pač po njej, neko pesem, in on rekel, Prešeren, ja, seveda, o čem pa? In mu Čop rekel, glej, kaj pa če bi, ne vem, vzel to neko urbani mit o povodnem možu, recimo. In potem je Prešeren napisal točno v sonetni obliki, pač povodnega moža. Že karikiram, ker se ne spomnim direktno, pač 100% nekega primera, ker sem sicer v pismih je veliko tega, kako on svetuje. Včasih je pa Prešeren rekel, jaz imam idejo, ta zgodba, jaz bi to napisal, katera oblika ti misliš, da je bila najbolj primerna, in moj Čop tako rekel, to so pa, ne vem, Jan Laške, Nestenica, karkoli, ne. Je ta ritem zaradi tega pa tega. Skratka, ona sta imela take debate in to je vedno neko sodelovanje. In ja, jaz, ko pišem na koncu svoje knjige, jaz resno mislim, ko je enkrat Nataša Kamberger, pa mislim, da je celo to na Vodnikove rekla, nazadnje, ko je bila tukaj, ko je dobila skratka Prešernova nagrado Prešernovega sklada, je bila Nataša Kamberger tukaj in je rekla, kako ji vsi reče v tujini, da v tujini se vedno avtor ful zahvali vsem, ki sodeluje pri knjigi, pri nas pa nikoli ne. In sem rekel, ja, mislim, tudi kot urednik to cenim in se mi zdi prav, da se pove, brez koliko ljudi te knjige ne bi bilo. Skratka, zadnjič me je nek novinar vpraševal, če sem šel v arhive, pa gledal pisma, pa ne vem, kaj vse, ne, kje pa, mislim, kje imam cajt. Jaz sem pač pogledal knjige, ki so pisale o tem, knjige, ki so citirale pisme, razprave, ki so govorile o Prešernovem življenju in ustvarjanju. Nimaš ti zdaj, jaz ne morem iti zdaj direkt. Seveda sem prebral poezije še enkrat, da sem malo prišel nek film Prešerna, ampak veliko sem se zanašal na delo drugih. In na nekaj odličnih monografij, od Marjana Doviča, recimo od Jerneja Kosija, skratka, ki so predstavljali to obdobje in ta čas in Franceta Prešerna znotraj tega. In potem seveda brez, ne vem, tudi Vaja, ki sta bila moja prva bralca, brez Urše, ki je bila moja prva urednica, brez Helene, ki je bila urednica na Gogi. Skratka, ta knjiga bi bila zelo drugačna, če ne bi bilo vsega tega dela, da ne omenjam, da je tudi lektorica recimo našla neko napako. Da je tukaj zdaj, ki imate v broširani izdaji, so odpravljene 3 napake recimo noter, od tega, da ne vem, je tam Čop v trdi, še bere, še pije čaj z limono. Potem me je pa kolegica z Mladinske knjige opozorila, da limone takrat verjetno še ni bilo in sem popravil, zdaj pije z kapljico žganja. In ne vem, Pižama me je opozorila, da smo spreminjali neke datume, ker je lektorica odkrila napako v datumih, recimo me je Pižama opozorila, da v enem nekem prizoru potem Julijana Hartler reče, tako ki si včeraj rekel, v resnici je pa predvčerajšnjem in sem to popravil. Recimo, take male stvari, to je vse neko jaz rekel kolektivno delo in ja, jaz ne verjamem v umetnika kot neko briljantnega posameznika, ki ima ideje in to napiše in je
pač pejte gledati Hamleta ali pa Sentimentalno vrednost, recimo to sta dva filma, ki sta, kar se mene tiče, z te ideologije zelo škodljiva in zelo kaže tudi, da tudi v tujini ni samo pri nas ta ideja popolnega genija umetnika. Jaz to ne verjamem, jaz pač mislim, da to zahteva ful enega dela in ne nazadnje tudi naslovnica, ki sta Mito Patina naredi to, da ljudje vzamejo knjigo v roke, ne? Ker ti lahko imaš najboljšo knjigo, pa če nihče ne zve za njo, nihče ne vidi, nihče ne opazi, ti tudi nič ne pomaga. Cool, hvala. V intervjuju na založbi Goga si povedal, da je humor glavna prvina uporniškega odnosa do sveta. Kako si pri Tohtarju balansiral humor kot družbeni komentar napram globoke zgodovinske tematike? Okay. Ja, ne vem, jaz pač skušam biti smešen. In včasih mi rata, včasih ne. Predvsem mi je bil večji problem to, jaz itak mislim, da je vsak humor družbeno relevanten, pa z tega, da s česar se norca delaš, kaže nek tvoj odnos do sveta, zato pač ne verjamem v milijarderje, komike, ki pač se norca delajo iz trans oseb, ker pač mislim, da če imaš toliko denarja, pa če ti Netflix konstantno daje denar za specialce, pa če vidiš, da so trans osebe ljudje, ki so res manjšini in delajo tudi samomore zaradi norčevanja ljudi, zaradi buljanja, zaradi marsičesa, pač meni se ta komik ne zdi smešen. Mislim, da je tudi izbira tega, iz česa se norce delamo, pač ful važna. Ampak načeloma mi je bilo bolj težje najti ravnotežje med tem, kdaj moram nehati biti smešen in biti kriminalka. Problem, zdaj ne bom omenjal, recimo, jaz imam ful rad en roman, eno slovensko kriminalko, ki v javnosti niti ni imela dovolj prostora, se mi zdi, ampak mislim, da je glavna napaka tiste kriminalke bila, da je bila ful smešna in je tisto toliko podrlo kriminalko, da bi bilo vse mogoče, zato ker je tako humor povozil. In jaz imam raje Dead Loafer, recimo zdaj, ker bo druga sezona prišla ven, kjer je super humor, ampak hkrati so pa tudi resne teme. In tukaj pri knjigi sem bolj nekaj gotovo, da ne gre drugače, kot da je humorja ful več v prvem delu, potem pa v drugem delu zlagoma ga je vedno manj. No. Drugič pa ja, pač, mislim, vse tarče so, ki jih imam jaz ful rad, se pravi šovinizem, mizoginija, nacionalizem in pa to, koliko sem povedal. Ne. Najbolj me je pač tukaj, zato ker je Prešeren v ospredju, zanimala vloga umetnika in umetnosti, ki jo imamo v slovenski družbi in ta neka ideja, kako je to neki, kako je Prešeren bil skratka nek genij in nedotakljiv in se mi je bilo fino norca delati iz teh mitov okrog Prešerna, tako z tega, da je bil velik pijanec, kot z tega, da je bil zelo zaljubljen v Julijo in tako naprej. Ja, pa gre še dlje, ne? Bog, cerkev, malo meščanstvo, slovenski stereotip. Štajerci, da se to omenim, ne? Hvala. Ljubljančani tudi. Predvsem Ljubljančani, seveda, ne? A ti to pride ful naravno? Ja, mislim. Tako kot sem povedal zdaj, sicer, ker me tako sprašuješ, se ne spomnim ničesar, da je bil smešen, ampak ja, jaz načal... Naprimer, Dunajčanje Hudiča, v Ljubljančani Boki... Ja. Pač meni je res nek moj odnos do sveta, pač jaz dostikrat pač glede na politiko stvari, ki se dogajajo, dostikrat sem obupan in ciničen in se mi zdi, da pač ta svet bo propadel, ta svet itak ni vreden, da ne bi propadel, mislim, kar naj propade. In se mi zdi, da je edini način, da se tega nekako proti temu boriš, je pač humor. Ja. Zdaj, včasih sem smešen bolj samemu sebi, včasih tudi komu drugemu, ampak načeloma pač je humor jaz sem vedno to videl kot nek način upora. Plus skozi humor, jaz mislim, da marsikdaj lahko poveš kakšno resnico, ki bi mogoče bolela bolj, če ne bi povedal skozi neko humor. Kot recimo, da Ljubljančani, zdaj pač tukaj veliko Ljubljančan, ampak recimo, jaz včasih dobim občutek, da dokler ko se z mano pogovarjajo, pa recimo, da ne vejo, da sem s Ptuja, ker pač recimo, da mi to uspe 5 minut dobro skriti, potem pa rečem, gled, kako ful dash je voni. Ja, dokler skrivam, to se mi zdi, da nekako se še štekamo, ko pa tisti trenutek, ko pa pogledate, da nisem z Ljubljane, pa zelo hitro ta malo neke distance, ki jo rojeni Ljubljančani radi uveljavljajo. Včasih imam res občutek tudi ko politike, zdaj poslušamo zadnje
tedne, da imajo nekateri res občutek, da takoj, ko je tabla prikrižana od Ljubljana, da so tam neki ljudje, ki bi pač te pojejo, ki ti bodo nekaj vrgli, ne vem, mlaj čez cesto in te zlorabili, pretepli, ubili, ne nujno v tem vrstnem redu. Ne. Pač tak občutek človek kdaj dobi in se mi zdi zelo grozljiv, posebej pa, če ga dobi od svojih, bom temu rekel, malo bolj levičarskih prijateljev. Ampak, ko govorimo o rojenih Ljubljančanih, ni to izvzeti. To je res, ja. Ja, jaz sem prekrit. Da spet je najbolj težka. V Prešernu je bilo napisanih ogromno romanov in če se ne motim, si jih večino prebral. Tvoja upodobitev pesnika se bistveno razlikuje od te neke podobe, ki jo imamo v nacionalni podzavesti. Koliko se pa razlikuje od tega, kar je v teh romanih? Ker večino nas zelo redko kdo gre brati še te romane Slodnjakove pa Čigave. Kakšna je podoba, ki jo ti romani predstavljajo? Se ful razlikujejo od enega do drugega? Ali so imeli neko podobno idejo, pa pač neke druge dogodke izpostavljali? Kaj je v teh romanih? Ali meniš, da jih moramo iti prebrati? Ne vem, če je to nujno, razen če ste slovenist, pa vas take stvari zanimajo. Ja, jaz mislim, da sem takrat 10 let nazaj prebral vse te romane, ki so takrat, se pravi, Mimi Malešenk, Ilka Vašte, Anton Slodnjak, tudi, kaj je že, še tale Bogdan Novak. Ja, mislim, celo Bogdan Novak, ne vem, skratka še nekdo, Ivan Sivec, recimo. Ja, vsi pač piše ta mit, Prešeren je pač bil, mislim, da Slodnjak, če se ne motim, jaz res upam, da moram, pa ga imam doma, pa vedno pozabim čekirati, ampak vedno povem to anekdoto, pa nisem čez igre, če je to res Slodnjak, ampak zdi se mi, da Slodnjak pač napiše, da se je rodil, pač, ko se je rodil, in tako je bil, pač je rodil se veliki pesniški genij. Pač meni se to zdi malo smešno, glede na to, da pišeš zgodovinski roman. Jaz rad imam zgodovinski roman tako kot Hilary Mantel, da se vse dogaja v nekem trenutku in da imajo liki ves čas občutek, da, mislim, da liki živijo življenje in da ne vejo, kaj se bo zgodilo jutri, pojutrišnjem, čez 10, čez 100 let. Ne? Zdaj sicer v romanu si pripovedovalec dostikrat privošči pač to, ker ve seveda, kaj se bo zgodilo, pa so te neke šale noter, ampak načeloma moji liki so zdaj se znašli v prostoru, v katerem obstajajo 3 slovenski knjižni jeziki, oziroma niti jim ne rečemo slovenski, ker pač Slovencev še ni praktično, ne? Smokranci, so Štajerci, so Prekmurci, so Istrani in tako naprej. In živi pač v tem nekem zelo turbulentnem cajtu, ko se skratka tudi liberalne ideje povezujejo že z nacionalnimi, se pravi, ko imamo ideje, da mogoče pa kralji, kraljice, grofi, grofice, plemstvo, vse to, mogoče bi bilo pa treba glave jim odrezati, pa pač živeti neka svobodnejša življenja, pa hkrati seveda si imel prve manufakture, prve velike selitve kmetov v mesta in nastanek delavstva in tako naprej. Skratka, zelo en zanimiv čas in pač meni se je zdelo, da ga treba pisati tako, kot da pač liki ga pravkar živijo. Pri vseh teh romanih pa imaš ves čas občutek, da tudi liki že napol vejo in tudi Prešeren ves čas ve, da bo nekoč velik in vem, da v nekih romanih že prav samo sanja, kako bo nekoč pač, ga bo vsi slavili. Jaz mislim, ne bom rekel, da Prešeren ni nikoli pomislil na to, tudi sem spoznal kot urednik dovolj avtorjev, ki si točno to mislijo, ne, da pač zdaj jih noben ne ceni, umrli bojo lačni, jetični, kakršnikoli že, ampak čez 20-30 let bojo pa ljudje pač ti Slovenci grdi, ne, končno spoznali kakšen genij, je živel med njimi, je dihal isti zrak kot oni in mu bojo bolj postavljali spomenike posod. Ne rečem, da Prešeren ni kdaj sanjal ali pa razmišljal o tem, ampak ne vem, no meni se po drugi strani zdel, da ko ga predstavljamo kot človeka, da je mogoče bil pa malo več kot pijanec, da če je bil sposoben nekih genialnih pesmi, pa jaz to res občudujem, ker mi je, mislim, najtežje je, probajte kdaj napisati nekaj v stopicah, pa nekaj z res ritmom, pa tako, ne, pač mislim, jaz načeloma, vedno, ko imam delavnice, res rečem to, da pač, ok, super, si bi, fajn je, da znaš pisati kot šalamunsko, da razumeš to, kaj je šalamun, kaj, ampak jaz mislim, da moraš znati napisati tudi kakšen sonet, pa kakšno gazelo, kakšno tradicionalno pesniško formo, da sploh veš, kaj kršiš. In marsikateremu slovenskemu pesniku bi to pomagalo, ker bi razumel, da tudi če pesem nima verzne, ne vem, verzifikacije, da nima pač verznih oblik, da vseeno rabi ritem, recimo, ne. In marsikateri slovenski pesnik misli, da je pač
pisanje, tako kot proza, poezija, tako kot proza, samo razdeliš v kitico, pa kaj še, pa ni res. Ne? Zdaj ne vem, zakaj sem to odgovoril temu, ampak Do zdaj se dostikrat izmikaš odgovoru, kje je meja med zgodovinskim Prešernom in parodičnim doktorjem. Pa bom malo drugače vprašal, kje poteka meja tvojega avtorjevega lika in tamo? Koliko tebe avtorja, gospod doktor, je v doktorju, ja. Ali sem mogoče kaj tvoj kot lik, ali pa minusov, odražam njemu, ali pa se mogoče kje skrivajo v drugih likih? Je veliko mene v doktorju, ja. Jaz mislim, da je to neka logika, da vedno kupiš. Pa niti ni bilo namerno, jaz sem hotel doktorja res. Najprej je bil v moji prvi verziji, ki je bil doktor, tisti, s katerega sem se največ norca delal. In sem še bolj te vse njegove, tudi je bil večji pijanec, recimo, in tako, in je skozi. Bi imel sem najprej tudi idejo, da bi se ga zmer napil in bi potem, ko je bil vrhunec pijanosti, bi on nekaj skušal, recimo, ne? Sam pa se mi to zdelo malo šablonsko, pa neumno, pa lik me je drugam odpeljal, no. Ja, bolj je pač dosti mene noter, točno tem, kar sem govoril, da jaz ne verjamem v genialnost pesnika, posameznika, da verjamem, da je ustvarjanje umetnosti delo, da verjamem, da je to kolektivno delo, da nikoli ne gre brez vplivov, da niti ena knjiga ne nastane brez drugih knjig in tako naprej. Tako da dosti tega je noter, ampak tudi v Matiji Čopu je recimo veliko mene, iz tega vidika, da sem bil pač dolga leta urednik, da se še zdaj šele privajam, da se reče pisatelj in tudi nedolgo tega, ker sem spet mogel poslati nekomu kratek CV opis, svoj je bilo tako Aljoša Glam urednik, ne vem kaj, in pisatelj. Pa sem, ko ne, zdaj pa moram dati pisatelj na prvo in žali Boga ne gre drugače. No? Tako da se tudi to navajam, tako da tudi v Čopu je veliko mene, ni pa me recimo niti malo v Smoletu, Smole je lik, ki ga res ne maram, ki mi ga bilo težko pisati, ki res me je ob živce spravljal, ampak je pač moral biti tak. Je pa tudi je pa predvsem dosti več zgodovinskih pač osebnosti. Pač, vse se ne izmikam toliko temu, kaj zgodovinske resnice, kaj ne, samo pač, ne vem, jaz sem vse to preštudiral, ampak potem skušaš to ponotraniti na nek način da jaz lik moram začutiti, ne moram zdaj vsakeč gledati, ne vem, nekih podatkov o njem, pa kakšen je bil, ampak moram ga začutiti kot lik in potem pišem in potem se ta lik razvija malo po svoje. No. Zaradi tega jaz zdaj težko rečem tudi, zato ker sem marsikaj pozabil. Jaz tudi preštudiram za knjigo, se pravi, jaz imam zapisko, jaz grem po zapiskih, pač odlomke si noter izpišujem, pa jaz pol te stvari pač pozabim. Ne, ampak tako se mi zdi, da v bistvu, jaz to poznam dlje kot moja žena, no? Ampak videl sem dve stvari bi lahko omenil, pa bom omenil samo katoliško krivdo. Pa se mi zdi, da pri Prešernu sem nekako to inkorporiral noter in ko sem to bral, je bilo tako, to je Aljoša, to ni toliko ta Prešern, ki ga poznam, čeprav bi komod zelo organsko mu to pripisal, ne? Ja, mislim, sicer ta katoliška krivda je iz nekih knjig, recimo, mislim, da Slodnjak spet, jaz se res opričujem, če tem mrtvim ljudem pripisujem stvari, ki niso rekli, ampak mislim, da mislim, da je res bil Slodnjak, ki mu je pripisal neko pedofilsko epizodo v otroštvu v Francetu Prešernu, da naj bi ga nekdo nalegoval, ali lokalni župnik, ali celo stric. Nisem več ziher, ne spomnim se, skratka. To so bile pač tisti obdobja, ko je ful popularna bila psihoanaliza in so začeli v tekstih nadevati in vsa ta njegova zmožnost in nezmožnost ljubezni da bi izhajala iz nekega posilstva v otroštvu. Skratka, tako da neke te občutkov travme in to je gotovo naj bi bilo, je od tam. Ampak ja, katoliška krivda ima nek občutek krivde za, ne vem, stanje v svetu, pa to pa imam jaz in to je pač zdaj upisano v doktor, ampak jaz sem, zdaj govorim tako, kot oni najbolj grozni pisatelji, ampak jaz sem začutil, da je to nekako v Prešernu na nek način bilo tudi prisotno, ta nek občutek teže tega celega sveta, pač, jaz mislim, da to ima vsak, ki piše nekaj neuporabno, mislim, da imamo Slovenci pa res to nek občutek, da se moraš nekomu pravičiti, ker živiš nekaj, ker delaš nekaj, kar rad delaš, pa recimo bi rad živel od pisanja. Jaz imam dostikrat feeling, da se moram zdaj
nekomu zadnji dve leti upravičiti, ker še vedno živim, ker sem pustil službo, redno službo. Ja, odstvo. Ja, ampak še vedno nekako živim, pa v resnici ne živim nič slabš, pa delam 3-krat manj, ker sem prej, pa ne zaslužim toliko manj, ker sem prej. Da. Tako da ta krivda, bolj mislim, da je ta neka to. Jaz bi rekel, da to imamo Slovenci interne. To je ško krivda, občutek, da ne smeš delati nekaj, kar bi rad. Preteko zločincev. Podvprašanje, torej, koliko je pa mitota v Langusu, slikarju, in koliko je mene v Kopitarju? Ti v Kopitarju, Igor? Ne. Zdaj, mito ta neka obisk pri slikarju, to bo po moje kar iz nekaj kakšnih mojih obiskov, čeprav nikoli ni slikal zgoraj brez. Vsaj ne pred mano in tudi, ne. Ampak, tako da ne bi rekel, da je tako. V prejšnjem romanu definitivno je tam bil mito, noter Bindux romano, ampak Igor, ne bi, zakaj si se pa ti videl v... Razmišljal sem Kopitar ali Smole, pa sem se odločil več Kopitar. Jaz mislim, da je več sicer v Haflovi, moram reči, da pri Langusu zraven njegove mansardne scene, eni pravijo, da je celo kume erotično. Deloma vidim. Absolutno. Moram predvsem pohvaliti, kako si dal našo to lepo slikovito metaforo, da v bistvu tako slika z rokam je kot da se reka zliva v ledeno jezero. To pa je res moja ena zamera do vas slikarjev, pa do vsega, ki delate z rokami, ker pač tipkanje meni ni ravno delati z rokami. Jaz sicer dosti stvari še napišem na roko, zato ker sem pač tako vajen, pa ker lažje tuktam, pa se lažje... Jaz ne znam tega, eni mulci že znajo, pač da imajo skico na računalnik, da se mi zdi. Sergej recimo tudi dostikrat si je naredil nekaj. Jaz to ne znam, jaz pač rabim si napisati, narisati nekaj zraven, obkrožiti, pozvezati, nekam drugam. Tako naprej, zato jaz rabim papir. In roka, jaz sem vedno občudoval slikarje, ki pač še vedno delate z rokami. Se mi zdi, da je ta pristnost sodelovanja z materialom nekaj, kar jaz mogoče pogrešam in kar mi zdaj manjka, ker večinoma tipkamo in so to neke črke na nekem disku, skratka nule in enke. In ni to več fizično, ker jaz, ko sem bil otrok, sem seveda nisem imel računalnika in sem vse pisal na roko. Moje prve knjige, mojih, ne vem, 5, 6, 7 prvih knjig, ki sem jih napisal v življenju, so vse napisane na roko s tako mini pisavo, ne vem, 100 vrstic na eno stran in tako naprej. Malo mogoče pogrešam to fizično dejanje pisanja. Zato pa jaz dostikrat se tudi zdaj, ko govorim, recimo, ful uporabljam roke, ker so mi zelo tako mnemonične in tudi verjamem, da, spet močem zveneti, ko nekdo, ki kristale prodaja, ampak v bistvu, ko pišeš, mora sodelovati telo. Jaz se dostikrat, ko ne vem, ko pišem akcijske scene v knjigi, jaz si pač predstavljam in skušam tudi, ne vem, izvesti. Zdaj pa, če ga pa z desno roko udaril, kje je točno, kako se drži, če on pod njim, kako je, pa če skušam malo zaigrati, da vidim, da se lahko živim in pol to nekako doživeto pišem. Ker to pa rabim, jaz sem recimo nisem te sorte pisatelj, ki bi si lahko vse zmislil, jaz rabim neko trdno podlago. In tudi za to knjigo, vsakič, ko sem Ljubljano pisal, sem si šel iskat ker sem si iz Daliba potegnil cel kup, recimo platen, slik Ljubljane tistega časa, sem si vedno odprl, pa malo gledal noter, pa zdaj pa skratka, če se doktor premika tle pa tle, gre tle skozi, kako je to takrat izgledalo v mali Ljubljani in rabim to neko fizično prisotnost za svojo zgodbo. Javno deklariran feminist. Mislim, ni me sram reči, da sem feminist, to sploh ni problem. To so vseeno teme, ki me zanimajo, meni je nenavadno pisati. Ful sem se zamišljal, ko sem pač izdelal zgodbo, kaj naj zdaj spet, ker bo spet še en roman, ki pobijajo ženske, ker je pač to, kot vemo, najpogosteje žrtve v 95% vseh kriminalk so vedno ženske, ne razen zdaj v kakšnih klasičnih Agathe Christie, ampak v teh sodobnih, posebej pa če imaš serijske morilce ali pa ne vem,
kakšne take stvari so vedno ženske, me je to malo skrbelo, ker nočem biti ta predvidljiv pisec in pol sem skušal se opravičiti na ta način, da sem vsaj malo pokazal pač te razmere tega časa, ki so bile pač res grozno še patriarhalne in seveda tudi malo pokazati da je danes marsikje še vedno zelo podobno, ne, tako kot je Andrej Smole, ko sem večkrat povedal, ne, Andrej Smole je modeliran po Andrewu Tateu, jaz sem si skušal pogledati en video njegov, ker sem ga hotel dobesedno citirati pri Smoletu. Tega mogoče kako ne berem. Ne. Govorim nekaj o ženskah, pač kakšne mora biti in ne vem kaj, ampak nisem mogel gledati do konca, ker mi je res tip mi... Ja, pač ni prijeten tip, no, to je to res težko gledati in res ne razumem ljudi, ki to gledajo in si mislijo, ta pa ve nekaj o svetu. In zaradi tega sem pač Smoletu pač pol malo drugačno, nisem dajal neposrednih citatov noter, ampak sem malo spremenil stvari, pa pol sem itak zdel, da je boljše, da je v duhu časa, da je skratka, Andrej Smole je tak ligav, grozen lik, ampak on je v bistvu na glas pove to, kar družba dela, ne bom rekel, da nič takega, ne, ampak in enako ne zdaj, ko recimo za Podečo nežav, ko smo dobili nominirane, to so vse izjave, po katerih večina naše družbe živi in deluje in niso v resnici nič takega izjemnega, ampak samo, ko nekdo to reče, pa še tako se mi zdi, da eni bojo prebrali te izjave, pa se bo zdelo, pa kaj je to takega, ne, se ni nič takega povedal, to je njegovo mnenje, ne? Tako, ker pri nas zdaj vse mnenje. Ne vem, kjer je recenzija, zelo mimobežna, vse spomni se, kdo je bil avtor tega, ko nekako krcne tvoj opis Katre. Pa se mi zdi, da v bistvu tako se že omenil, da to malo v brano vzamem, da v bistvu vsekakor Katra je rezultat svojega časa in si jo na ta način naredil, predvsem meni je ljuba, pa všeč, kako si jo plastično naredil, ampak po drugi strani pa imaš tudi ženske like noter, ki so pa nekako rezultat svoje ambicije, svojega časa, znajo operirati z tema, so v bistvu Hartlova, na primer, ali pa lastnica Pekla. Ja, Podbojevka. Ja, mislim, vseeno pa nisem hotel izstopati zdaj zgodovine, meni je tudi malo tečno brati neko, pa gledati neko zgodbo, kjer bojo zdaj na vso silo silili neki sodoben pogled na svet. Pač to moraš nekako vseeno narediti profitno. Jaz sem tukaj pač v negativno, ker pač pokazal, kakšen ta svet je bil. Zdaj, pripovedovalec seveda si vsega norčuje, malo je satiričen in je ta vidik mojega mišljenja o tem. Ampak ja, nisem pa mogel zdaj iz Katre narediti, bila je blazno pobožna ženska, najedala je Prešerno, prav vidiš jo lahko, kako mu je najedala. Mojstrica, močnika. Ja, absolutno. Ampak po drugi strani je pa tudi res, da mislim, da je bil Prešeren grozen do nje, ne samo do nje, do večine žensk v svojem lifeu je bil grozen, ampak do nje je pa mogel res je bil grozen, ker vsa sodobna opažanja ti lahko povedo, da Prešeren ima absolutno dovolj denarja, da bi on lahko, mislim, itak bi se mogel poročiti in ne bi rabo sestre in se veste pa, če je bil samski, bolje ponovati sestra in tako skrbela za njega, če bi se on poročal, seveda se bi sestra šla kaj zvem kam med lune ali pa pomagati mogoče katerem od stricev, ki so bili vsi župniki, ampak je pač vztrajala pri njem zato, ker se on ni oženil, pa zagonil ves denar. On je pač res zapravo, on je vstopil, pač to so anekdote, ki jih lahko preberete, pač mislim, da je tudi avtor te knjige omenjen na koncu, on je pač vstopil po stilno in je res bilo to takoj pač runda, pač za vse, gremo danes, ne vem, dom plačo, ne vem, zunaj si ga ostavili berači, posebej otroke zelo rad, ne, pa samo pač joj, pač doktor fik, ne, imate kaj, pa se on seveda takoj spet. In je tako, res je čisto hitro zapravil ves denar in jaz si mislim, da življenje z njimi je res moglo biti katastrofa. Po drugi strani pa sem seveda tukaj spet simuliral odnos Cankarja in njegove mame, ne, se mu Katra na neki točki prinese kavo, ne, in se ta scena odigra zelo malo drugače od tiste znamenite scene z Ivanom Cankarjem. Skratka, šlo je tudi zato, da sem hotel neke druge neke reference dati in da mi bolj ne bi zdaj glih, da bi ona bila neka blazna feministka in ne vem kaj, mislim, ne bi bilo ni duh časa, niti bi ni pasalo v samo zgodbo. Pa še to je, pa še večjo vlogo na koncu imela na začetku, v mojem prvem je Katra, samo tam v prvih, ko on pride domov, pa to pa je praktično ni cel cajt in šele bolj, ko sem pač pisal zdaj na novo, sem ugotovil, da jo rabim večkrat, pa da je tudi
končni fazi mu ona dostavi nekatere zelo pomembne informacije, ki jih rabi za razrešitev primera. Pa tudi to še dodal, no, da pač zdi se mi, da si je dal tudi nek določen patos, no, kao rečemo temu didaskalija, kao v nas pil v Kamenčko, tam je zdaj, da vseeno kao ima neko ljubezen, pa da je tam zanga, ampak tudi, da ima neko polno. Pač, ok, ena obodnost. Ja. Na uvodu večkrat izpostavljamo nerodna peljevanja ekspozicij. Zanima me, kakšen je tvoj pristop upeljevanja ekspozicije v zgodbo. In potem še mogoče neko podvprašanje. Neka širša ekspozitura se zgodi šele v 4. poglavju, ko v bistvu iz grada dol pride. Se v bistvu dokaj malo strezni, rečemo. Zakaj pa kako, a je to neka seveda del strukture, no, ampak mislim, a si se mogoče odločil to zaradi tega, ker pač kao je prednost doktorjeve perspektive tukaj toliko pomembna, da se upelje v zgodbo, malo mi prosim več povedati. Ja, to je najtežja stvar, mislim, če sem prej to omenjal, to je bila druga moja, poleg jezika recimo, največje vprašanje te knjige, koliko pojasniti, pa kako ta pojasnila vplest v zgodbo, ne da bi bila moteča. Zdaj, na neki točki tu pa tam sem se odločil, da ne morem drugače, kot da malo so moteča in je pač ta tretji osebni pripovedovalec, kar pač vrže ene stvari pa jih pojasni, ker ni šlo drugače. Ko je Urša prvič prebrala knjigo, me je pač opozorila na to, da sem si jaz zelo da imam preveliko mnenje o slovenski javnosti, o tem, koliko ve o Prešernu in njegovem življenju. Hvala več. Ja, in sem bolj tudi jaz malo razmišljal, pa tudi ko sem vama dvema dal, se mi je res zdelo, da mogoče pa ljudje si niso iz šole toliko zapomnili o Prešernu, kot sem jaz mislil. Tako da je bilo treba marsikaj pojasniti, kar se meni zdelo, da ne bi bilo treba, ampak je bilo treba dati kontekst in zgodovinski kontekst, da pojasnim vse, kar se je tu dogajalo. Nekaj sem skušal vplesti skozi dialog, da se pač, ampak seveda ne tako, da zdaj ne vem. Prešeren, kaj pa ti misliš, ko živimo v Avstro-Ogrski in imamo Habsburžane, kaj pa ti misliš o Habsburžanih napram s francosko revolucijo, ki se je zgodila 1789? To reče Barač, ne? Ja. In zahtevam od bralca malo potrpljenja, da se prebije skozi začetek, kjer mu mogoče ni čisto jasno, kaj so točno problemi, zakaj doktor je v škripcih, zakaj doktor skriva krst pri Savici, zakaj se boji, da ga Dunajčan najde, kaj točno so te stvari. In tu me je bilo zelo strah, kako to peljati naprej, ne da bi izgubil bralca. Po drugi strani pa si ne znam predstavljati, da bi začel knjigo z, ne vem, zdaj imate pa tle 20 strani zgodovine, da vam bo jasno, kje smo, in zdaj gremo k temu našemu Prešernu doktorju. To se mi ni zdaj, tako da sem skušal to nekako počasi upeljati, pa dajati skozi humor tretjega osebnega pripovedovalca, pač dati, da je to vseeno steklo nekako bolj naravno. No. Mi je pa to bilo, absolutno poleg, tako kot sem rekel, tona pa jezika, mi je bilo najtežje točno to najti, kako, ker nekaj stvari pa moraš pojasniti. Moral sem recimo tudi pojasniti, da on še tukaj krst pri Savici piše, da ni čisto jasno, kaj bo konec, da ta konec, ki ga on omenja, ni pravi konec krsta pri Savici. Ker sem mislil, da to ljudje vejo, pa ne vejo, pa mogoče so nekateri tudi zamešali, se koliko sem se jaz osvežil spomin. Ja, v Dominiku Smoletu, v njegove drami krst pri Savici, črto mi ubije Bogomilo in potem njega obesijo. Tako da skratka mogoče celo, to je nekako prišlo noter, ne da bi se jaz zavedel, da mogoče, če bi zdaj se spomnil, to bi že kar ta dal konec noter. Skratka, ful je bilo treba za pojasniti, pa sem se kar boril s tem, kako pa kaj, ampak jaz upam, da sem to uspel narediti. Vsekakor, humorjem. To ni bila kritika, ne? Ne, se razumem, da ne. Veš, na uvodu se pogovarjamo o teh strukturah, kako se ponavadi v serije, pa v različnih avtorskih pristopih, upelje, ta ekspozitura, ki je nujna, ne? Ja, mislim, težko je, ni mogel zdaj doktor priti k nekomu doma, ki ima na celi steni že cele diagrame, Habsburžani tu, oni tam, to pač se mi je zdelo preveč filmsko. Ti si ga de facto umestil med Prdec iz juga in Katrin Močnik, pač ta neki zgodovinski kontekst. Meni se zdelo v bistvu precej uspešno, pa niti ni dolg. V bistvu je koliko stran pa to mogoče prejeti. Ja, ampak to pride seveda z glancanja, brisanja.
Pač jaz sem že ful stvari izbrisal, napisal sem to 3-krat, 4-krat, popravil, krajšal, pol je šla Urša z rdečim kuljem čez, pa je rekel to vrži ven. In smo še krajšali, da na koncu pač dobiš to neko destilirano. Jaz bi hotel več povedati, iskreno. Meni je ful žal, ker je vraz pol nekako izpadal ven in vsa ta njegove panslavizem in te povezave, ampak kam naj ga še dam? Knjiga je 305, nekaj čez 350 strani, se mi zdi. Ja, tam nekaj, pač preveč je bilo vsega, ne. Jaz sem hotel še eno nit uvesti noter, bila še neka ideja o tem, kako tista dva splavarja oziroma ki vozlovno ladico, tam bi doktor gotovo, da tihotapijo belo blago zvečer po Ljubljanici in da tu pa tam kakšna ženska pade v Ljubljanico vmes ali pa skoči ven, zbeži pa se utopi in tako naprej, da to belo blago potem župniki večinoma si iz njih delajo gospodinjske pomočnice, potem pa ko zanosijo se jih znebijo in tako naprej. Take stvari sem še imel noter, ampak vse to bi na knjigo samo še razširilo, pa še dodatno bi mogel pojasnjevati neke stvari, tako da sem se na koncu odločil, da se res osredotočim na francosko revolucijo in te posledice in kako je to vplivalo na Avstro-Ogrsko, da je pač postala preganjavična, pa hkrati na to, da se skratka tu zdaj neke nacionalistične težnje počasi nadirajo. Super. V tvojem prvem romanu Bildungsroman je Ljubljana mestoma nekaj oddaljenega, nekaj, k čemu liki počasi gravitirajo, ampak je v ozadju, mogoče celo inertna. Tukaj je blizu, polnoplastična, atmosferična, senzorična. Ali to tudi posledica tega, da toliko dlje živiš tukaj? Kaj se je spremenilo? Ja, deloma je, ampak še bolj tega, da je med romanoma 16 let razlike. In da pri 16 leti sem še bil malo bolj arrogantni in še večja, ne bom rekel kaj. In tam je pač, Bildungsroman je forma romana, v katerem to je pač žanrski vzorec, v katerem mladi fant iz podeželja pride v neko večje mesto, ponavadi glavno mesto, prestolnico in tam napreduje v družbi in ne vem kaj. In jaz sem hotel v Bildungsromanu pokazati, da se to pač ne zgodi, ker ko prideš v Ljubljano, pride samo malo večje selo, iz katerega si izbežal in da hkrati seveda ti v teh novih okoliščinah družbe ne moreš napredovati, ker znanje ni več tisto, kar ti prinese napredek. To je bil poanta Bildungsromana. Tukaj pa pač se mi je zdelo, da meni je pri kriminalkah glavno mesto oziroma prostor dogajanja vedno eno najpomembnejših stvari. Jaz, ko sem bil prvič v Londonu, prišel v London, sem bil absolutno fasciniran nad tem, ker se mi je zdelo, da London poznam do dna njegove umazane duše, ker sem preprosto kot mulc obsedeno bral Sherlocka Holmesa in ko prideš v London, se ti zdi, da je vse še isto, da so vse stavbe tam, kjer morajo biti. Dobro, sicer seveda Baker Streeta, točno tiste hiše ni, ne, oziroma zdaj je tam muzej. Ampak ja, jaz tudi, in tudi recimo nazadnje, ko sva se pogovarjala z Mojco Širok, sem mi tudi rekel, recimo, ko sem prišel v Bruselj, pred letom dni, se mi tudi zdelo, da ga malo poznam, zato ker sem malo prej bral njeno knjigo. In jaz imam rad kriminalke, ki ti dajo tudi to prostor, družbo, čas. In vse te, ne vem, serije, ki zadnja leta recimo nisem toliko bral kriminalk, bolj sem gledal serije. In vse te, ne vem, Mare from Easttown, vse to mi je, vedno se spomnim pač točno tudi dogajališča in tudi raziskave bralcev vedno pokaže, da bralci si zapomnijo dve stvari najbolj in to sta prostor in glavni lik. Zaradi tega je tisto, kar moraš najbolj, vsak pisatelj, kar mora najbolje oblikovati, naj bi bila prostor in glavni lik v resnici, ne. Ker zdaj recimo, če se vi spomnite, da ste, ne vem, pred 10-20 leti brali, ne vem, kaj zvem, Zločin in kazen, se boste spomnili Raskolnikova približno, ne vem, neke ideje, ki ste dobili v njem, pa mogoče malo Sankt Peterburga, ne. Ne boste se pa zdaj, včasih se niti kdo ne spomni več točno zgodbe ali pa ne vem, sloga, kdo se bo spomnil slog. Spomni se tega. Spomnimo se krivde. No, spomni se krivde in zločina in kazni in to, ker sem nas to delila, ampak v resnici po branju te res ostane to in meni je pač tukaj Ljubljana delovala kot eden izmed likov te zgodbe in mi je bilo zelo pomembno
tako zame, da sem se lažje vživel v prostor in čas, ker se lažje vživiš preko konkretnega pač prostora in se mi zdi, da je za bralca isto. Ja, ampak, če smem malo odrezati. Tam se ti je bil s romanom malo Ljubljana postavila kot antagonist, ne pa kot sopotnika, ne? Se mi zdi... Ja, to je zaradi zgodbe. Samo zaradi zgodbe. Ja, mislim, Žanr. jaz sem po mojem imel Ljubljano še rajše pred 16 leti, ker sem prvič prišel v Ljubljano in ne vem, videl, da ljudje v parku berejo, pa igrajo družabne igre, pa hodijo. Če sem jaz šel na Ptujski park brat, so me pač prvič me klatež, ker sem mu vzel njegovo klopco, me je gledal, da sem idiot, potem so me, ne vem, da me je parkrat prišla policija mimo mene in pač preverjala, kaj počnem. Kaj bereš? Nekaj berem, ampak verjetno sem sprical, da imam kakšno vrečko s čim zraven, pa nisem imel, ne. In sem bil fasciniran v Ljubljano, tako da mogoče, ne vem, ne spomnim se zdaj čisto dobro, ampak jaz bi rekel, da je bilo bolj to zaradi narave zgodbe, ker tam pač mora delovati ta neka ideja, razlika med velikim mestom pa malim mestom, ki se mora kažati. Tu noter pa pač drugih mest itak ni, doktor nekaj omenja pač Dunaj in njegove potovanja, mislim, da to tudi pri Čopu, pa seveda pri Kopitarju, ampak načeloma ne omenjam kaj dosti drugih mest, razen s to pač, tako kot sem rekel, ne, da Ljubljančani mislijo, da so tam ljudožerci in da ne vejo, kaj se tam dogaja. To se mi je zdelo pač zanimivo. Ampak ne, drugače pa imam Ljubljano čisto rad, posebej pa Šiško. To tako da je ta plastičnost, tako dozorela, Mislim, jaz sem dozorel kot človek. Ok, zdaj pa en deep cut. Po diplomi, nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu, se ukvarjaš z implicitnim avtorjem, na katerega ponovadi pomislimo, kadar govorimo o slogu, tonu in tehniki nekega dela in da ne nazadnje implicitni avtor izbere oziroma s svojimi odločitvami in normami se ustvari tudi bralca, se pravi, implicitnega bralca. Najboljša, kakšnega bralca si ustvari? Jaz sem predvsem hotel, da se ljudje, ko berejo knjigo, zabavajo zraven in da jim je smešno. Ful mi je najbolj sem se bal tega, da ljudem knjiga ne bo smešna. Ali pa napeta, recimo, to dvoje mi je bilo pač najbolj važno in ko so mi prvi bralci začeli pisati ful sem se smejal, pa ta prizor, pa to, mi je pač to najbolj padlo. Predvsem ta implicitni avtor, ki je vpisan noter, želi, da se ljudje zabavajo, pa da jih žene naprej. Se pravi, da preživijo prva 3 poglavja, ker je res večinoma dialog, ampak tudi tam sem skušal neko napetost, zaradi tega je tam Dunajčan malo bolj vraži še, ker bolj se njun odnos malo spremeni pa razgiba. Tam sem pa res hotel, da je ta pač nasprotje med njima, da ga on malo žene, zato da bi tudi bralca gnalo, zato da se prebije skozi to ekspozicijo, to nujo, kar sem moral napisati, potem pa, da ga iz vsake poglavja sem si potem zastavil. V tem poglavju bo zvedel to bo gnalo naprej, to bo gnalo naprej, to gre naprej in upam, da pač ta napetost je noter, pa da je humorno. Predvsem res ne bi želel, da se ljudje ne zabavajo, ampak najbolj mi je pa ta, sej to večkrat pač povem, da ne maram tega, da mi kdo reče, da je to več kot kriminalka. To je kriminalka. Če smo Slovenci, beremo slabe kriminalke, smo si sami krivi. To bom pač rekel, pač ta ideja neka, da jaz zaradi tega, ker je politika noter vpletena, pa ker je nekaj o estetiki, pa ker je zgodovinska plast noter, da zaradi tega to ni kriminalka ali pa da je to več kot kriminalka, ni okej. To pomeni, da mi, ko beremo kriminalko, nas zanima samo plot, se pravi samo zgodba, zaplet, razplet. To ne bi smelo biti v redu. Moje najljubše kriminalke so vse podobne moje. Ni za nobeno njih, da ni kriminalka. Kakšni Park Gorkega, tudi Arthur Conan Doyle, seveda to zelo oris Londona tistega časa. Tudi Agatha Christie v končni fazi opisuje družbo tistega časa in lahko veliko zveš iz tega. So pa kriminalke, ki pa je bolj ali manj scenaristično napisano in je pač morilci, zdaj ga iščemo in se dogajajo stvari in tako naprej, ampak pač jaz ne maram takih kriminalk, ne maram takega žanra in tudi od žanra zahtevam, da mi nekaj da in jaz sem pač hotel, da moja knjiga nekaj da in to je ta implicitni avtor, Zdaj pa so to bralci
pač po odzivih, ki jih dobim, večinoma ja, ampak domnevam, da pač tudi tisti, ki pa jim knjiga ni všeč, mi pa verjetno ne dajo odziva, tako da domnevam, da mogoče če tisti, ki pa to niso tako sprejeli, pa tudi se ne zabavajo toliko zraven, pa jim toliko ni napeta, ne. Ker jaz mislim, da je samo to dvoje možno. Ali ti meni se prepustiš implicitnemu avtorju, pač na ta način, da pustiš, da te knjiga vodi skozi vse to, ali pa se jo upiraš, pa ti ni všeč, pa te dolgočasi in sta po moje te dve možnosti. Zelo zanimivo. Ful bi te rače zvrtal o tem, ampak to ima v Škofji Loki nadaljeval, za te Igor. Omenil si, da če bi se tega romana lotil pred 10 leti, da bi ga napisal v bolj pristni krajinščini in štajerščini. In hvala, ker nisi. To je dosti lažje brati, ampak zanima me, ker vem, da si preučeval te stvari, koliko težko bi bilo to razumljivo za povprečnega bralca, če bi se odločil za to pot. Veš kaj bi bilo? Predvsem bi imel probleme, še večje probleme s kriminalko. Že seveda tukaj omenjam neke reči, ki kot neka forenzika, ne vem kaj tam tunače, neki skratka, tudi doktor neke stvari razume, ki jih on v tistem času verjetno še ne bi smel razumeti, ne. Predvsem take bolj stvari. Zdaj sem na sami jezikovni plati, pa predvsem bi bilo bolj okancljano, zdaj ne vem, če bi bilo, ni taka razlika, recimo, ne. Mislim, da smo imeli na enem predavanju, da recimo Trubarjevo slovenščino so v Prešernovem času bi še nekako razumeli in mi tudi 200 let potem še mislim, da brez težav razumemo Prešernovo slovenščino. Čeprav po moji otroci, ko danes berejo Krst pri Savici ali pa Trojaško Rozamundo ali pa kaj takega, ne vem, če čisto vse razumejo s tem, da nisem čisto prepričan, da imajo v učbeniku izvirne pesmi ali imajo vseeno predelane malo v sodobnejšo slovenščino, ne. Skratka, bilo bi po moje ful težje. Predvsem pa bi bilo najtežje to, da jaz sem hotel v začetku in če pred 10 leti bi to naredil, da ko se Čop in da ko se doktor pogovarja v nemščini z ljudmi, da se pogovarja v nemščini z ljudmi, ne. Ker jaz sem tu zdaj samo nekajkrat nakazal, da preklopite recimo doktor pa Čop v nemščino. Če bi jaz pač vztrajal pred 10 leti, bi jaz res začel pisati v nemščini dalje in potem je bila večina pogovorov v resnici tudi s Kopitarjem. Tudi ko se on z Šorhenštolom, tudi ko se pogovarja z Juliano Hartl, z večino oseb, razen s Čopom, ko se ne pogovarjate o poeziji, pa mogoče še s kom, bi bilo vse v nemščini. To bi bilo po moje ful preveč naporno, pač tudi jaz ne znam tako dobro nemško, da bi lahko pisal, pa še spet bi to mogla biti nemščina 19. stoletja, pa recimo tega, da še mogoče ljubljanska nemščina. In to bi bilo skratka pomenilo, da bi to bile opombe, neprestane opombe pod, česar tudi jaz recimo ne maram, ne? In tega ne razumem in z nekim avtorjem sva se že enkrat prepirala pri Cankarjevi založbi, ker je hotel pustiti citate v originalu, ne? Imel je ogromno angleških, srbo-hrvaških in nemških citatov, in rekel se to ljudje, ki berejo te knjige, razumejo te tri jezike in pač ni treba prevajati. Sem rekel, da prvič jak bi skočil čez streho do, ne vem, potno, vzel subvencijo, ne vem kaj, po drugi strani pa ne more pustiti, ni res. Mlajše kot so generacije manj razume, mislim angleško, mogoče zdaj vsi si rečemo, da razumem nemško, že več ne, srbo-hrvaško ne več, ne. Tako da ja, jaz bi takrat to zelo zakompliciral in je res dobro, da je minilo 16 let, pa ne samo 16 oziroma 10 let od ideje, ampak da sem od tega 8 let res intenzivno delal na tujih tekstih in sem se tudi učil, recimo, tudi uredil sem, ne vem, kriminalko, romantasy, uredil sem še kar nekaj, recimo, taki bom rekel romanov, ki so bili malo nagnjenih žanrov, pa nekaj prevodov žanrskih, da sem se skratka tam naučil vsaj približno, kako pisati za neko recimo širšo publiko, kaj te pa me je to vedno zanimalo, ne, vseeno Cankar je bila zraven mladinske knjige in vedno me je zanimal tudi ta del, žanrski del, pa del tega pisanja za širše množice. In jaz sem hotel pač, da bo to kriminalka, v kateri se bodo ljudje zabavali, pa imeli fajn, pa jih bo napeta, ne da jim jaz zdaj tam utrujam z Derdi Das, ne, ki še jaz recimo ne obvladam in se konstantno moto in bi pomenil, da rabim še nekoga, ki zna nemško, da mi prebere knjigo, ne. Tako da ja, zdaj pa, da bi krajšno, težko bi bilo pa recimo slovenščino posneti, zato ker bi jo mogel po mojem modelirati po
kmetskih in rokodelskih novicah, ki so, ne vem, skoraj 20 let pozneje, ne, 10 let pozneje, tam nekje, no se ni važno, da se ne spomnim čisto dobro, so že 45, po mojem so že celo 45, oziroma par let pozneje so, ampak je šlo tudi za zelo specifičen jezik, ko so se ljudje še učili pisati v resnici v neki slovenščini, oziroma kranjščini, karkoli je tisto bilo. In ne vem, če bi bilo to primerno za knjigo. To je bili zelo nenavadni dialogi, tako da so se nazadnje odločili, da bo predvsem neka vljudnost v dialogi, skratka vsi se malo vikajo, malo imajo teh nekih lepih vzorcev, lepega bontona v svojih dialogih, vsi skratka malo leporečijo, več pa nisem hotel. No. Se mi je vseeno zdelo, da je neprebavljivo, čeprav v končni fazi, včasih ko berem kakšen sodoben slovenski roman, pa se tudi noter besede, da si ravno in ne vem kaj, pa si tudi jaz mislim, je vemo. Dobro, Peter, zate vemo, da imaš rad arhaizme, ampak to pove nekaj o tebi, ne o nas, ki beremo. Apropos arhaizmi, ne? V tvoj kratki zgodbi Jezus iz Nazareta. To je zelo kratka zgodba, 2 strani. To vprašanje se navezuje, zato ker se zdaj Boste govoril? Predvsem me zanima tvoj slogovni premik. Zdaj, v bistvu, ti imaš 2 objavljena romana. Ne? In v bistvu, komod se jih da primerjati, pač, to ni kritika. Pa se nisi rekel, se. Ja. Zdaj pa, enem si zelo baročen, v tem si zelo utilitaren, tako rekel. Vse to je moja ocena. No? Ja. Predvsem pa Jezus iz Nazareta ima pa eno drugo odliko, ki bi jo mogoče rad zelo špiknil tukaj. Ker v bistvu malo personificiraš prostor, puščava, tiha, senca, legne in tako naprej. Ja, jaz sem prebral to. Lepo je, zelo lepo odvajajo se to prebral. In me zanima, ker v bistvu to ni tako tuje, niti tvojemu trenutnemu pisanju, ampak pač tle si pa šel seveda bralcu prijazno, ampak ni pa tuje to, ne? Ampak, a veš, zanima me ta odločitev, kdaj se ti odločiš, kdaj ta baroko manjka, kdaj ta cvetlica, manjka? To sem se že zdavnaj odločil. V resnici je... Sej ni, bil je tudi drugačen trenutek takrat. Romani, ki so izhajali pred 16 leti, so bili vsi samo zgodba, nič sloga skoraj. In jaz sem hotel napisati nekaj popolnoma drugega, skratka iti totalno slog in nič zgodbe na nek način, ne? Čeprav seveda zgodba je, ker ne moreš brez nje. In jaz sem takrat tudi ful verjel, da je problem sodobne slovenske literature to, da je samo zgodba, nišče pa ne tuhta, kako to napisati, pa katere besede uporabiti, ne vem kaj. Se je pa to vmes dosti spremenilo. Jaz pač nisem več tako nagnjen k baročnosti, k temu, da skratka imam zelo zapletene strukture, ampak se bolj nagibam k praktičnosti. In kriminalka zahteva drugačen jezik kot ga družben roman. Ali pa kratka zgodba, ki govori o nekih religioznih, filozofskih, eksistencialističnih temah. Zaradi tega jaz mislim, da to. Mi je pa zanimivo, ker ja, s tem se pa zdaj obadam, ne, ker kljub temu, ko sem napisal to knjigo, vsi hvalijo še vedno slog, ker se mi zdi ful slogovno v redu, kar se tudi meni zdi v končni fazi v redu, nočem, da ne bi bila, ker je vseeno tudi taka zgodovinska, ampak knjiga, ki jo pa zdaj delam, zgodba, na kateri pa zdaj delam, bo pa res imela zelo malo tega, celo humorja bo zelo malo noter in bo še bolj minimalistična in bodo res se trudim, da bi bili stavki preprosti, simpli, da bi šibali, še vedno seveda ima neko idejo zadaj, zakaj to tako, ker je pač glavni lik kreten, ampak skušam pač to in je, ja, to se pa pač, se pravi, to se zgodi, glej, toliko časa sem bil urednik, ful se mi je spremenilo to ideja popolne knjige, kakršno imam danes. Jaz danes mislim, da vseeno rabimo dobro zgodbo. In tisto, kar sem se naučil v svojem urednikovanju, največja žalost slovenske literature je to, da imaš super pisce, ki ne znajo narediti dobre zgodbe, in potem imaš ljudi, ki imajo ful dobro zgodbo, ki ne znajo napisati. In to mislim, da je največja tragika slovenske literature, ta trenutek, ker jaz včasih, ne vem, kako rečem, ne vem, lahko sicer kakšno stvar berem in me ful zanima slog, ampak če ni zgodba, ki bi te gnala, če nima zgodbe, ki bi te gnala naprej, je to prazen slog, ne? Ti nič ne pomaga slog. Zabereš knjigo in si jo pozabil. Imamo kar nekaj takih slovenskih avtorjev, ki so odlični slogov, ampak zgodbe so, ne vem, zdaj nočem, ne bom imen omenjal, ampak recimo
Nekaj let nazaj je bila nominirana za Kresnika en roman ene super pisateljice, ki je pač imela en postmodernistični roman. To je bila postmodernizem, je pač ta, kaj je razlika, kdo je avtor, kdo je lik. To smo milijonkrat slišali, zgodba skratka boring, noro dolgočasna, ampak slog pa fantastičen. To si užival v vsakem stavku. Ko sem knjigo zaprl, sem se vprašal, kaj se danes spomnim od te knjige? Praktično nič. Spomnim se enega lika, ampak zato, ker je en znan pisatelj, ki ga maram. In to je to. In obratno, potem imaš pa skratka ljudi, ki bere zgodbo, pa si tako, če bi ti znal pisati, če bi ti znal meni zbuditi, vsaj malo, da bi mi bilo mar za te like, ki jih zdaj pobiješ na zadnjih straneh, recimo, pa mi je čisto vseeno, če si jih ali ne. Skratka, če bi ti to znal, bi bilo. In tukaj jaz pač skušam najti pač neko vmesno pot, še vedno mislim, da je slog zelo pomemben, ker slog ni samo ali pišeš baročno ali pa minimalistično, ampak je tudi kako ti gradiš napetost, kako z stavki skratka evociraš neko vzdušje, atmosfero gradiš in to mi je bilo za to knjigo zelo, zelo pomembno in mislim, da pač tukaj noter je ta slog primeren za to knjigo, ampak za naslednjo knjigo pa imam malo vprašanj glede tega, ker me zanima, kako bodo recimo pravci, ki mi je bilo všeč ta, reagirali na naslednjo, kjer bo pa res slog zelo, zelo še znižan in kjer bomo imeli lika, ki je res grozen človek in s katerim bomo mogli preživeti, ne vem, 300-400 strani, da vidimo, ali bo dosegel nekaj sicer pozitivnega ali ne, ampak bo skratka zelo, zelo grozen človek. Ko si omenil, da bo naslednja knjiga očitno daljša, zdaj si svobodni umetnik, kako se je preživljati z umetnostjo in koliko dela se ti zdi, da mora sodobni slovenski umetnik vložiti v promocijo in trženje svojega delanja na zadnje? Sem samostojen delavec v kulturi, nisem svobodni umetnik. To je drugače. Tudi ljubša mi je samostojni delavec v kulturi. Mislim, težko je preživeti zaradi tega, ker smo majhen trg. Zdaj načeloma, recimo moja knjiga se prodaja v redu, čez 2 meseca, mogoče bo že nekje pri 1000, ali pa že prej pri 1000 izdanih prodanih izvodih, to je ne vem koliko, 0,01%. Ne vem koliko procent, ampak skratka, če bi delal v večjem jezikovnem trgu v Nemčiji, v angleščini, bi to že mi omogočilo dovolj, da bi jaz lahko vsaj približno živel od pisanja. Zdaj, glede trženja, tukaj je pa največji problem. Jaz priznam, da se zadnje tedne že prav težko živim sam s sabo, ker vsak dan nekaj objavim na socialna mreža, vsak dan imam nekaj, pridite sem, gledajte tle, tle je posnetek, tle ono. Naporno je, v resnici je zelo naporno, ker jaz sam sebe ne maram do te mere, da bi mislil, da moram vsak dan nekaj objaviti, ampak seveda, če hočeš imeti, ne vem, toliko ljudi na enem dogodku, ko je zunaj, pada praktično se bomo ven stopili, da se bomo utopili, je pač moraš te stvari delati in moraš promovirati svoje delo in je to del tvojega šihta, ne nazadnje, in tudi to, da se pogovarjaš z ljudmi, pač vidva ste danes super, fajn, super vprašanje in vse, ampak so pa tudi vprašanja, ki se ponavljajo milijonkrat, ne vem, ko me spet in ko me vedno vprašajo, govorijo, da o tem, da je več kot kriminalka in tako naprej, in potem jaz že malo stisnem zobe in skušam približno se ti mi zdi, da samo pač vseeno gre tu potem za primerjavo z Ekovim romanom, več kot kriminalka. Ne vem, če gre. Jaz mislim, da ljudje, ki rečejo več kot kriminalka, vedno hoče reči kriminalka je nekaj brezveznega, mi pa pišemo bolj. Ja, vem, ampak sebe tu potem implicitno se mi zdi vedno poudarjeno ime Rože, ki je edini taki primer, ko vsi rečejo, da je to več kot kriminalka, a ne? Ker mislim, tega nihče ne reče za Goldbright ali pa za Knives Out mogoče, ne? Ker imaš še nek družben komentar. Ampak prav izraz več kot kriminalka se mi zdi pa tako, ko pomislim na literaturo, pomislim na ime Rože. Kar se mi zdi, da pač, če te primerjajo z imenom Rože, pa mogoče ni slabo. Tisti je pa tudi vseeno malo drugačna reč. Ne vem,
Ni, jaz sem malo pač alergičen na to, ker pač zaradi tega, ker delam žanr, pa rad delam žanr, pa promoviram žanr, se mi vseeno zdi, da dajmo pač, ne, zgodovinska kriminalka je gotovo, pač ni treba več, nikoli ni treba več. Dovolj sama zase. Dovolj je sama zase, ja. Ampak ja, glede tega pa ja, pač malo mi je mučno na trenutke, da moram pač toliko o tem, ampak jaz bi res rad živel od pisanja, no, in načeloma spet bom zdaj malo arroganten, tako kot sem bil že parkrat do zdaj, ampak ta prva knjiga je moj poskus napisati nekaj, kar bo všeč večji količini ljudi, že zdaj ima večji izposoj kot Bildungsroman kadarkoli, recimo prodanih je, ne vem, že 3-krat več izvodov, kot je bilo recimo Bildungsromana v vseh teh letih. Tudi v antikvariatu še vedno dobite moj Bildungsroman za 5 evrov, kar se mi zdi res grdo. Ampak ja, naslednja knjiga se dogaja večinoma v tujini, ker bi pač rad ta knjiga, jaz mislim, da to knjigo težko prevesti pa prodati nekam v tujino, ker pač ljudje, ki ne vejo, kdo je Prešeren, pa ne poznajo tega, nimajo z njo kaj početi. To ni Nesbova kriminalka, ne. Naslednja knjiga pa ja, dogaja se večinoma na Hrvaškem, nekaj v Berlinu in tako naprej, v Bruslju se mi zdi, nisem se še čisto odločil, skratka, ampak in jaz bi pač rad živel od tega in pa seveda treba tudi tega več, ampak mogoče bom si nekje v prihodnosti lahko privoščil, ne vem, da plačam nekoga, da te stvari počne namesto mene, ker meni je najtežje mi je pač to, ne, ker ko mi delamo obod, jaz prodajam vse nas tri in mi je malo lažje, ker se skrijem tudi vedno, posod sem se napišem na zadnjo mesto in vse to. Zdaj pa, ko pa delam zase sam, mi je pa vedno kljuko, ker ne vem, greš v Canvo in pa svojo sliko prilepiš, no, in si tako, kaj jaz tle delam narobe v tem svetu, da moram to početi. Ampak ja, je pa to, mislim, ni načina, po kateri bi lahko založba tako promovirala neko delo, kot ga lahko sam. Ni načina, nobenega dobrega načina, kako to početi, če to daš mogoče tudi nekomu ven, da bi to počel drugače, ampak nisem pa prestopil nekih svojih mej, moram reči, da sem to pa zelo vesel, ker pred 10 leti, ko sem jaz naredil plan za knjigo, sem naredil tudi promocijski plan za knjigo in ravno zadnjič sem ga pogledal, recimo, kako bi jaz to delal. Se pravi, mesec dni pred izidom bi odlomek ven prvič šel, naredil bi video, kjer bi se pojavil, ne vem, to bi mi to naredil, kaj sem znam, ampak Prešernov spomenik in potem bi nenadoma začela bo kri teči Prešernov, tako po čelu dol, čeprav ni nobene krvi noter v knjigi, je smešno, ampak tako se foto, skratka, in po mi spodaj pisalo kmalu knjiga, ne vem kaj, skratka te napovednike, trailerje, take stvari sem imel idejo, ampak recimo, ja, sej, niso slabe ideje, ampak malo ne maram videa, jaz nasploh in je kar malo mučno recimo delati storije in te stvari, jaz tega ne razumem, tudi ne razumem, zakaj Instagram rato video, zakaj niso več slikce, tako kot je bilo včasih. In tudi na Facebooku ni več nič ne deluje, če ne daš slike gora, ne, in potem še ti moja dežurna publicistka reče, ja, ampak moraš dati svojo sliko gor, ker pač ljudje povežejo z obrazom, ne moreš dati samo naslovnice, to ni dovolj in pa nalepim še slikco sebe. Avtor naslovnice rečem, da je dovolj. Skratka take stvari, tako da ja, malo je tečno, ampak v takem svetu trenutno živimo. Ko bom pa enkrat se prodajal v tujini v milijonih izvodov, bom pa vse to lahko opustil in bom lahko končno to, kar sem primarno, do ljudi sovražen. To pa zelo dobro, ko me čakam ta dan. In občudujem recimo Tadeja Goloba, ki se tega sploh ne gre. Njemu je pač ta persona ratala, ker mu je pač ratal ta pisatelj, ki napiše knjigo, pa pol si kupijo knjigo, on pa pride, pa tu pa tam nekaj zamomla, pa ne ve točno kaj povedati, pa je on raje tisti, ki on sprašuje. Jaz bi bil dosti raje. Tako samo pač nisva svet se je vmes spremenil, moja knjiga ni taka, jaz moram malo promovirati, moram biti malo. Ta človek mi je pa tu obod ful pomagal. Jaz sem mislim, da spet odkril tega nekega svojega notranjega showmana pri obodu, ampak tam je laže, ker je samo moj glas. In jaz ful imam rad naš podcast, ker smo še vedno samo glasovni in ne video, ker jaz pač tam lahko povem stvari, pa se delam norca, pa marsikaj grem čez rob, kar na video ne bi mogel, pa tu recimo pred ljudmi ne morem, ker me v živo tega preveč sram, pa mi je neumno izpade, glasovno mi je pa nekaj gre čez, pa ki ste sem vidva zraven.
Je pa tudi res, da v montaži viš. Zadnje vprašanje. Okay. Okay. Midva z Igorjem vema, ki pa še mogoče bolj. Da umetnik vedno dela do zadnjega in zagotovo, res zagotovo, je zmanjkal čas. Bi zdaj, kaj spremenil, bi kaj dodal, bi kaj zrezal. Mislim, zato bi mogel še enkrat prebrati, bolj bi ti lahko pošteno povedal. Pa sem še prebral. Reviews are in... Mislim, reviews zaenkrat niso bili, da bi mi očitali. Mislim, očitek, ki ga priznam in tudi je, da je pač malo to šablonsko, da se doktor zmer na podoben način skuži neko, pobere neke drobnice in tako. To bi lahko spremenil, ampak mi ni, ker mi je ni pasalo v stil zgodbe, v kateri on ugotovi, da se govorica najpomembnejša reč v malem mestu in mi to sploh ne bi šlo. Žal mi je za eno foro, ki je izpadla ven, to je bolj manj. Še ko sem delal korekture, mi je padlo na pamet, da bi ona dva tipa, ki sta tam, ko gre jest v Krakovo, oziroma Krakovo. Krakovo. Skratka, ko je tam blizu Trnovega, ker sta dva tipa v neki restauraciji, ko me čakate, da se Dunajčan pa doktor stepeta, ali kaj se pač bosta, ker jo tam poslušate, je bila nekaj ideja, ki mi je prišla v korekture, da bi ima dal ime. Pa sem pa pozabil na to in zato mi je zelo, zelo žal, ker bi bila ena taka fajna referenca, ker bi bila obema bi bilo Nick Lennon. To se mi je zelo zabavno, pa imel sem še neke zapiske, ko smo se mi pogovarjali o vinu, neke imena bi not, to, kakšne take stvari. Drugače pa ne, tako kot sem rekel, žal mi je sicer za tisto belo blago, žal mi je za Varaza recimo, ampak jaz mislim, da je knjiga ravno dovolj debela. Jaz nisem J.K. Rowling, ne maram 1000-stranske kriminalke. Nič nimaš proti trans osebam. To tudi ne, ampak predvsem pri njej je res problem to, da je 1000 strani in tako, kot sem jaz pri zadnji recimo gotovo, da sem takoj vedel, da je morilc, ampak jaz sem pozabil, ko imaš še 600 strani, pa lik se ne pojavi, več pač pozabil, jaz sem pozabil, da je ta človek sploh obstaja. A ja, seveda, se sem rekel, da je on morilc, ampak me je čisto šokiralo, ker pač res zgubi se. Jaz nisem hotel tega, jaz sem hotel, da je to obvladljiva stvar, da ljudje imajo tako in ne bi zdaj spreminjal tega, bi pa vedno, ja, še lahko, jaz sem v vseh korekturah, največ ob vseh korektorjih, ob vseh svojih urednikih, sem še vedno tisti, ki je največ stvari spremenil, pa ven zmetal, pa tako da, kakšne take stvari, ne bi pa več, predvsem pa nočem brati tega zdaj. Mislim, Bildungs romana nikoli nisem prebral po tistem, ko je šel na papirju, tudi tole zdaj ne bi, ko berem kakšen odlomek. To je fajn. Ti bom verjel na besedo, ne. To po večini. Zdaj bi samo midva mogoče še odprla za 2-3 vprašanja. Tam je mikrofon pripravljen, če ima kdo kako vprašanje na dan z besedo, enkratna priložnost. Danes pa nikoli več. Upam, da še kdaj, no, ampak ja, dajmo, če ima kdo kakšno vprašanje, seveda, tu sem, v Šiški smo pri meni doma, skoraj. Tudi za vprašanje glede Bildungs romana. Ne, to pa Jezus iz Nazareta. Resno? Se ne rabi mikrofon. Rabiš, veš, da te sliši ostali. Omenjali ste reference, ampak ful na hiter. Zdaj me pa na koncu rekli, kaj ni noter. Ampak mene pa zanima, za katere reference se ti zdi mogoče, da jih bo ful spregledali ljudje, ali kaj meni se je zdelo branje, da ne vem, pač jaz mislim, da spregledam mene stvari, ker mogoče ne poznam kakega obdobja ali pa nekih podrobnosti, a se ti zdi kakšna taka, ne bi kakšno izdal ali pa namignu ali pa karkoli, ali pa kjer so ti recimo take všeč, kakšna od njih? Hvala, Veronika. Ja, jih je kar nekaj takih zgodovinskih, recimo, ki sem še jaz pozabil vmes. Zato, ker, tako kot sem rekel, jaz si pa zapišem stvari in točno, tudi za ene stvari, ki sem jih pred 10 leti sem bolj dešifriral, pa se mi je zdelo zabavno, nisem pa več se spomnil, na kaj točno te reference. Recimo, vem, da na nekih točkah naj bi v bistvu se Slodnjakov imel nek dialog s tem romanom, ampak ne spomnim se, ker pač tega nisem. Ne, najbolj recimo to dostkrat povem, da na neki točki napišem, da Dunajčan zdaj recitira celo
doktorjev poezijo, drugače pa zgleda kot človek, ki ne zna niti AIOU reči. AIOU je latinski akronim za geslo od Habsburžanov. Pač to je recimo nekaj, kar sem pobral iz knjige o Habsburžanih, zdaj se niti ne spomnim. Mislim, da je nekaj v smislu bilo tako, ker pač imajo ponovadi te imperiji, naj sonce ne zaide nikoli v tem imperiju ali nekaj takega. Skratka, v latinščini to je pač njihova. In to sem dal, prebral sem 600-stransko knjigo in to je edina stvar, ki sem jo pobral iz te knjige, ne dal. Ja, jaz tudi mislim. Poleg recimo je kakšno tako, ki se meni všeč, da ima pri Matiju Čopu je tako, kot da bi potres udaril. Za tiste, ki veste, licejsko knjižnico je uničil potres, in to nekaj let po tistem, ko jaz to pišem. Drugače pa ne. Na Cankar imaš? Imam tudi na Cankar kavo in tako, ampak recimo tista prizor z Prostozidarji recimo je referenca na eno kulturno proslavo par let nazaj, ki sem jo klopil in se mi je zdela pač čudaška v Božjo mater in sem nekako rekreiral to, kar se tudi jaz več ne spomnim, moram priznati. Niso ljudje nosili mask čebelic, to ne, ampak so imeli neke podobne, zelo neke nenavadne. To bolj Kubrick, ne vem, odkot mi je skratka ta podoba. Kakšna taka, se pravim, večino tega se žal niti ne spomnim več. Noter recimo omenim tudi en tip, ki sem ga hotel več o njem pisati, pa pol zdaj je ostalo samo ena referenca na eno zgodovinsko osebo, ki je bil prvi v Evropi, ki je napisal analizo alkoholikov in seveda je bil v Ljubljani, je deloval in zdravnik. In tam so noter omenjene neke gospe, ki naj bi hodile po krčmah in v njegovem imenu pač hodile zapreti te gnojne jame in tako naprej. Ampak to je ena referenca. Ja, dosti je takih. Tudi recimo, zdaj ne vem, ali sem to ohranil ali ne, ampak priimki vseh, zdaj ne smem preveč povedati, priimek žrtve so res priimki Prostozidarjev. To je z listine, ustanovne listine Prostozidarjev tega francoskega, tam sem priimke pobral, skratka. Ti priimki so resnični. Kakšne take stvari, ker sem najprej recimo, tudi sem še imel dva soseda pri Prešernu, ker sem gledal, ker sem imel nek cel pač popis prebivalcev in sem imel prav po številkah, sem si najprej naredil tle živi ta, sem bolje zato take stvari zmanjkalo cajt, ampak velike referenc, tako kot pri Bildungsroman romanu, ker sem si tudi dobesedno citate izpisal, ampak zdaj sem tisto recimo zgubo reference in za 3/4 stvari več ne vem. Kaj je, jaz se bojim, da se bo to isto zgodilo. Zato sem danes tole o AIU sem hotel javno povedati, ker to večkrat povem, da si bomo to zapomnili, ker jaz bom to pozabil. Še kdo? Maša. Maša je pač živa, Maša. Živa. No, ker sem zamudila pol ure, bom vprašala in se opravičujem, če ste to povedali, pa me lahko ignorirate. In sicer, kar se naslovnice tiče, me zanima, kakšen je bil ta proces ustvarjanja naslovnice za knjigo, koliko ljudi je imel prste vmes in tudi kakšen je ta odnos mogoče slovenske publike do naslovnic, ko govorimo o žanru, še posebej, ko govorimo o kriminalki in a se vam zdi, da je ta končna odločitev bila v redu? Pa dodala bi še to, da za Ljubljančana je dejansko realna nevarnost, da mu mlaj v glavo vržejo, ko pride na periferijo. Pa tukaj ekipa smo užaljeni, ker imamo zelo radi v resnici Štajerce in Ptujčane in Prekmurčane in vse, tako da ne vem, od kje si pobral ta ljubljansko mržnjo do neljubljančana. Se opravičujem, Maša, samo tebi se opravičujem. Ja, hvala. Mi to boš ti več o naslovnici mogoče povedati. Proces je bil dinamičen. Če lahko, jaz najprej nisem sodeloval pri tem, razen takrat, ko je Aljoša rekel, če bi, in si ti rekel, sem razmišljal, kaj če bi bil mož. In potem je Aljoša rekel, ja, ampak v mojem romanu ni nož. Ampak ja, ta nož je... Ja, ne sem tudi imel, s Tino smo operirali z dlanmi, smo pa videli na slovenskem trgu, je ogromna dlani na naslovnicah, ne vem zakaj, ampak pač to je ena stvar. Marljive roke. Bolj smo s Tino tudi
potem zelo posamič delala skoraj cel mesec, pa nekako imela te redne tedenske sestanke, kaj je v redu, kaj ni v redu, kaj sovraži pri tebi, kaj ni pri meni. Bilo je zelo kolaborativno pa dinamično, ampak ko smo nekako Tina imela, mislim, da 18 predlogov, jaz sem bil malo bolj ekonomičen, pri eni 8 sem operiral. Joša smo predstavljali, mislim, da vse skupaj 30, mogoče 20 komadov, potem smo jih začeli zuževati. Vedno imel roko na temo, kaj se on želi, pa vem, da je imel zelo jasno predstavo, ne? In tudi ta njegov mail mi je bil zelo pomenljiv. Rekel, to je to, klicaj, pa ni zaradi tega, ker je bil deadline, ampak zato, ker je res vsekala tista končna. Za mene osebno se mi zdi, da to, kar smo s Timo naredili, je bilo zelo plodovit proces, da smo prišli preko koncepta, pa vsebine, pa da smo res destilirali ene zadeve, da ne privlačno, pa da potegne bralca, da so res močni kontrasti. Pa še potem, ko prebereš zadevo, da dobiš mogoče neke dodatne pomene v sami naslovki. Si pa ti, zdaj bom po besedo predal, tudi to pošiljalo naprej, da je bila ena komisija še tle odzad, ki je bila onkraj na enega nadzora. Je bilo kar dinamično tudi v tem, da jaz sem več vztrajal, da mora biti komercialna naslovnica, da nočem, da ljudje knjigo vidijo, pa si mislijo, da je to leposlovna knjiga, da je to ne vem kakšen zgodovinski roman, da je to več kot kriminalka, ampak da vejo, da je to kriminalka. Tako da tu je bilo moja največja, mislim, da zadriganje, prvič, ko sem tole videl, sem rekel, to je to, oziroma takrat, če ženska ni bila prava, je bila nekaj sodobnejša, je bilo treba to popraviti in kakšne stvari para so mi bile zelo všeč. Pri slovenskem žanru mene moti, da je vse zelo podobno med sabo. To zdaj... Dlani. Ok, dlani, to si ti opazil, ampak recimo... Naj mi Lio ne zameri, pa moja založba, ampak ne vem, Tadej Golob, meni so vse iste. Pa vedno je ta figura ali pa nekaj v črnem in nekaj to. Meni se je to zdelo preveč klišejsko, preveč tipično. Jaz sem fotobarver. To mi je bilo pač pomenilo, da je bila barvita, da bi se opazilo takoj, tudi med žanrom, ko vržeš pa se same črne, da vidiš tole. Pa mislim, da zdaj, ko je v Mekih še bolj sveti, to mi je bilo predvsem pomembno. Si me pa zdaj spomnil, bom pa enkrat te dni, ker spet smo pri samopromociji, objavil kup še drugih predlogov, pa boste videli. Na koncu je bilo pa tisto, kar biti omenja, 2 naslovnici smo imeli vožen izborom, ampak v resnici je bil izbor lažen. Jaz sem hotel samo potrditev, da skušam najti pravi besede, da ne bojo tisti, ker se nekateri tukaj so odločali v teh naslovnicah, da tisti, ki da dobim od pravih ljudi potrditev. Se pravi, jaz sem točno vedel, od koga hočem, da mi reče ta je, od koga pa vem, da bo rekel ono drugo, ki ni v redu. In sem hotel, da mi oni ljudje potrdijo, ta je v redu. In večinoma so mi ljudje, ki imajo radi žanre, pa berejo žanre, rekli, da je ta v redu. Od onih drugih sem pa dobil ne ta. Tista je bila meni sicer čudovita, ampak ni bila primerna, po mojem, za žanrsko knjigo. Tako da tiste je bilo bolj v tem smislu. In potem sem točno to potrditev. In je čisto odleglo, ker sem vedel, da je prava. In tudi do zdaj mislim, da so bile tudi kar pozitivni odzivi. Predvsem pa res, tudi danes, ker sem bil v knjigarni, recimo, sem hitro opazil knjigo. Mogoče seveda zato, ker je moja, ampak ker jo pač pričakujem, ampak takoj opazim, med vso tisto črnino opazim to naslovnico in to mi je zelo všeč. In jaz bi šel še bolj v nek ta pulp, še bolj v neko to. Nasploh sem zadnje čase gledal te ameriške z 50-ih, tako ko so neke na pol gole ženske, pa kri, ogromno krvi, pa noži. To, če bo moja naslednja, ker bo malo več krvi pa tega, mogoče bo kakšna taka. A ne, Mita? Smijem. To? Še kdo? Jaz smo na gule. Največja hvala vsem. Hvala. Aljoša, hvala tebi. Upam, da nismo preveč mučili. Ne, hvala vam, imela ste zelo... Bilo je to eno večje potovanje po preteklosti, kot sem mislil, da bom, ampak hvala za to. Predvsem pa še enkrat hvala vsem, da ste prišli, se pravim, ob tej povodni in to. Če bi kdo rad podpis na knjigo, sem tu in z veseljem podpišem.
Mito, Igor, hvala vama. Za tiste, ki hočete več te dinamike, pa poslušajte naš podcast. Hvala.